Lepo pozdravljeni v novi kratki epizodi podcasta Benesere. V tej epizodi vam bom predstavil naš nov projekt, ki se ga sedaj lotevamo in bo potekal jeseni letos. To je Mastermind Benesere. Zgodba za tem, v bistvu jaz že nekaj časa sem imel željo in to idejo, da bi začel organizirati prve delavnice, predavanja in tako naprej s področja dobrega počutja, kjer bi lahko tako jaz kot drugi strokovnjaki s teh različnih področij dobrega počutja z vami delili raznorazne nasvete in učili, kako izboljšati zdravje, počutje, vitalnost in tako naprej. In poleti mi je potem padla ta ideja, da bi lahko na jesen organizirali eno tako serijo predavanj in delavnic s področja dobrega počutja in prav to je Mastermind Benesere. V bistvu Mastermind Benesere, ta mastermind, angleška beseda, v bistvu označuje serijo predavanj in delavnic, v katerih se zbira potem ena in ista skupina ljudi in kjer potem različni strokovnjaki in različni vplivneži z različnih področij delijo svoja znanja in učijo udeležence, kako izboljšati raznorazna področja življenja. Tako da naš Mastermind Benesere bo serija predavanj in delavnic s področji dobrega počutja in bo namenjena vsem vam, ki si želite izboljšati svoje počutje, zdravje, vitalnost, okrepiti svojo energijo in vse to z nekim namenom izboljšati kvaliteto življenja in doseči svoj največji potencial. Mastermind bo ponujal vse, kar potrebujemo za zdravo življenje, dobro počutje in vitalnost, energijo. In vsako srečanje v tem Mastermindu bo zasnovano kot celostna izkušnja, se pravi, kjer se bo teorija prepletala s prakso. Mastermind Benesere bo združeval 5 različnih strokovnjakov in mislecev s področja dobrega počutja, kjer bomo skozi 6 različnih dogodkov, predavanj in delavnic, kjer bomo vas udeležence potem vodili do boljšega počutja, bolj uravnoteženega življenjskega sloga, večje vitalnosti in notranje izpopolnjenosti. Mastermind bo potekal od začetka oktobra 2024, tako da začne čez slab mesec in pa vse tam nekje do sredine decembra. Predavanja in delavnice si bojo sledile na 14 dni, se pravi vsak drug teden, vsaka druga sobota v dopoldanskem času v Novi Gorici oziroma v okolici. Mastermind je zasnovan tako, da boste največ dobili, če boste prisotni tam v živo. Bomo pa tudi, če bo zanimanje, interes, bomo omogočili tudi live streaming, se pravi preko Zoom platforme, da bomo predavanje in delavnice, tiste, kar se bo dalo, bomo snemali in streamali preko online platform. Tako da tudi za tiste, ki niste tle z Goriškega in se ne morete vzeti časa za biti prisotni v živo, bomo omogočali tudi potem nadaljavo. V bistvu to je nekaj nasplošno, kaj je Mastermind, kaj bo obsegal. Zdaj bomo pa šli malo bolj podrobno v te dogodke, se pravi, kaj bo Mastermind obsegal, kako bojo potekale delavnice in kdaj bojo te delavnice. Tako da, kot sem že prej omenil, začeli bomo začetek oktobra, 5.10., se pravi prvo soboto v oktobru, bo prvi dogodek, ki ga bom vodil jaz. Govorili bomo o zdravi prehrani in zdravem življenjskem slogu. Začeli bomo s predavanjem, kjer bomo šli pogledati skozi teorijo, se pravi, kaj obsega zdrava prehrana, kaj obsega zdrav življenjski slog, katera so tista načela, ki se bi jih mogli držati tako pri prehrani kot pri življenjskem slogu, za več dobrega počutja, vitalnosti, energije in tako naprej. In zatem bomo potem imeli delavnico, kjer bomo pogledali, kako vse te strategije iz predavanja vključiti v naše življenje. Dosti se bomo tudi fokusirali predvsem na navadah in praktičnih nasvetih, kako teorijo prenesti v prakso, ker dostikrat se nam zgodi, da v bistvu vemo nekaj oziroma poznamo nekaj v teoriji, ampak potem v praksi to ne znamo izpeljati. Tako da namen te delavnice bo, da bomo predstavili, kako vso to teorijo prenesti tudi v prakso, da boste lahko dosegli čim več rezultatov in dobrega počutja. To bo prva delavnica, potem naslednja delavnica bo sledila čez 14 dni, 19. oktobra, in jo bo izvedel Matija Reja, magister kinezologije. Matijo Reja smo že imeli
imeli na našem podcastu, tako da bom dal v povezavo spodaj v opisu podcasta, bom dal tudi podcast z Matijo. Matija bo vodil delavnico v njegovem džimu v Kozani v Brdih na tematiko osnovnih gibalnih vzorcev in progresijo krepilnih vaj. Glavni namen te delavnice je, se pravi, da bo Matija skozi praktični prikaz vaj nas bo vodil skozi to, kako izvajati te osnovne gibalne vzorce in osnovne gibe v fitnessu, tako od počepa, deadlifta, bench pressa in vse ostale glavne ključne vaje, ker dostikrat se zgodi, da že pri nekih osnovnih temeljnih stvareh se zatakne, kar lahko potem vodi do nekih poškodb in na dolgi rok to ni optimalno. No, to v drugem delu pa bo Matija delil svoje večletne izkušnje v delu s strankami v fitnessu in nas bo naučil progresije krepilnih vaj, se pravi, kako si sestavljati program za optimalni napredek na dolgi rok in hkrati preprečevanje morebitnih poškodb. Tako da to bo druga delavnica, ki bo vezana na, se pravi, fizično dobro počutje, fizično moč, krepitev, gibljivost in tako naprej. To je druga delavnica. Tretja delavnica bo začetek novembra in sicer 2.11. Voditelj te delavnice bo Emil Ledenko, s katerim smo tudi že naredili podcast. V bistvu glavna tematika te delavnice bo dihanje in mrzla voda. Emil, dolgoletni coach in učitelj dihalnih vaj in mrzlega kopanja, mrzlih potopov, nas bo vodil najprej skozi teorijo osnovnih dihalnih vaj, zakaj je dihanje pomembno za naše življenje, kako ga lahko vključimo v naše življenje za preprečevanje stresa, pa soočanjem z raznimi izzivi v življenju. Nato nam bo pa predstavil različne dihalne tehnike, tako za sproščene, kot pa tudi za aktivacijo, ki jih lahko vključimo v naše življenje, tako za več sprostitve, notranjega miru, kot tudi potem za več energije. To bo prvi del delavnice, drugi del delavnice bo pa sledil potem ledeni potop, se pravi potop v mrzli vodi. Šli bomo do reke Soče, kjer bomo potem vsi skupaj naredili mrzlo kopanje. Tako da to je tretja delavnica, ki bo tudi potekala v Novi Gorici. Potem četrto predavanje in delavnica bo sredi novembra, natančneje 16.11. To delavnico bom spet vodil jaz in v bistvu tukaj se bomo fokusirali predvsem na miselnost, preoblikovanju svoje miselnosti, notranjih dialogov, notranjih vzorcev in prepričanj in kako preoblikovati le-te za več dobrega počutja in več notranjega miru. V bistvu tukaj bo spet sestavljeno iz dveh delov. Najprej bomo v predavanju šli si pogledati skozi, kako naša miselnost, notranja prepričanja in vzorci vplivajo na naše misli, naše notranje dogajanje in kako potem to vpliva na naše življenje. Potem bomo šli skozi pogledati nekih praktičnih vaj, ki jih lahko vključimo v svoje življenje za preoblikovanje miselnosti, notranjih vzorcev in prepričanj. V delavnici pa bomo potem s pomočjo praktičnih vaj se naučili, kako preoblikovati svojo miselnost in notranje vzorce. Šli bomo pogledali hvaležnost, ljubezen do sebe, čuječnost in razne napredne tehnike, ki jih lahko uporabljamo v svojem življenju za preoblikovanje tako naše miselnosti, kot tudi notranjih vzorcev in prepričanj. Tukaj bo tudi fokus potem, kako vso to teorijo iz miselnosti in notranjih vzorcev prenesti potem v vsakodnevno življenje, s katerim si lahko potem dosežemo več dobrega počutja, vitalnosti in tudi notranjega miru. Potem peta delavnica bo konec novembra, natančneje 30.11. Voditeljica te delavnice bo Maja Grintal, ki deluje pod imenom Pleasure Mermaid. Tudi Majo smo imeli na našem podcastu, tako da link do podcasta bom dal v povezavi spodaj. V bistvu Maja vodi svoje delavnice, imenovane Emotional Tools. V bistvu to je, po slovensko so to v bistvu orodja za izražanje čustev. To je recimo nek sklop različnih vaj, orodij in tehnik, s katerimi lahko obvladujemo svoja čustva, premagujemo stres in tudi travme. Jaz sem bil pri Maji na delavnici začetek prejšnjega leta, se pravi začetek 2023, in mi je bila delavnica zelo všeč, zato sem hotel tudi pripeljati to na Goriško, da boste imeli vsi, ker ste z tega konca, tudi vpogled v to, ker se mi zdi ena zelo dobra stvar in zelo dobro orodje za izražanje tako potlačenih čustev, kot potem tudi predelovanje travm. V bistvu dostikrat
neka negativna čustva, ki nas pestijo, ni problem samo v umu, ampak ta čustva so shranjena v našem telesu, v organih, v mišicah in tako naprej. In v bistvu Maja nas bo skozi ta različna orodja in vaje vodila do tega, kako izraziti ta čustva, se pravi, da prijajo na plan iz našega telesa in jih potem predelati in jih spustiti, da nam ne bojo več povzročala težav. Tako da to je 5. delavnica, 6. delavnica bo pa potem začetek oziroma sredina decembra in sicer vodila jo bosta Rozi in Sašo Marjanov. V bistvu jaz hodim na terapije v Roza center, to je v bistvu center, ki ga vodista Sašo in Rozi, in s tem nekim delom na tem duhovnem področju sem tudi jaz pri sebi videl veliko napredka v mojem osebnem življenju, profesionalnem življenju in pa tudi pri sreči in notranjem miru. Tako da v tej delavnici nas bosta Rozi in Sašo vodila skozi različne vaje in različna orodja, kako lahko dosežemo več notranjega miru, več povezanosti s sabo in odkrivanje svojega poslanstva v življenju, ker dostikrat, če nimamo nekih notranjih stvari pošlihtanih, se pravi, če nimamo močnega poslanstva, močnega namena in smisla v življenju, lahko pride do slabega počutja, manj sreče, manj energije in tako naprej. Tako da v tej zadnji delavnici bomo šli potem, se pravi, v notranji svet, v neko duhovnost, spiritualnost in tako naprej. Tako da ta delavnica planiramo bo ali 7. ali 14. 12. To bomo potem videli sproti, kako bo s termini in tako naprej. Tako da to so vsi dogodki v tem Benesere Mastermindu. Bo pa sicer tako glede prijavnin, da v bistvu lahko se prijavite tako na posamezna predavanja in delavnice, kot potem tudi na celoten Mastermind. Jaz sem ta Mastermind oblikoval z idejo in željo, da bi se v bistvu oblikovala skupnost ljudi, ki imajo podobne interese, podobno miselnost in podobno razmišljajo v življenju, da se potem oblikuje ena skupinca, ki se potem na 14 dni skupaj videvajo in raziskujejo to notranje dobro počutje. Je pa tako, da se lahko potem, če vas nekatere stvari ne zanimajo, se lahko prijavite samo na določena predavanja in delavnice. Trenutno poteka tudi Early Bird akcija, se pravi, si lahko zagotovite ceno tako določenih predavanj in delavnic, kot potem tudi celotnega Masterminda po znižani ceni. V tem času je cena enega predavanja oziroma delavnice 50 €, cena za 3 dogodke bo 130 €, kar je 15% ceneje, in pa cena celotnega Masterminda, torej 6 delavnic, bo 250 €, se pravi, če se prijavite na vse delavnice, bo ena delavnica zastonj. Ta akcijska ponudba zdaj traja še dober teden, tako da izkoristite to akcijsko ponudbo. Če se želite udeležiti na Mastermind, potem bo cena nekoliko višja. Tako da, kot sem že omenil na začetku, v bistvu naš cilj s to serijo delavnic in Mastermindov je, da bo delavnica in predavanje vas vodila do večjega dobrega počutja, povezanosti s sabo, več energije, vitalnosti in tako naprej. Tako da, če vas zanimajo te tematike dobrega počutja in želite narediti korak naprej v svojem življenju, vas lepo vabim, da se prijavite na ta Mastermind. Če želite več informacij in si malo bolj na dolgo prebrati o dogodkih, predavanjih in celotnem Mastermindu, bom dal v opis tega podcast epizode, bom dal povezavo do moje spletne strani, kjer si lahko več pogledate, preberete in pa tudi prijavite na naše dogodke. To je to za današnji podcast. Upam, da se vidimo na dogodkih in Mastermindu in se spet vidimo naslednji teden z novo podcast epizodo. Čau, čau!